Milost vam in mir od Boga, Očeta našega in Gospoda Jezusa Kristusa. Današnja tema: oboroževanje za mir. Kot učitelj zgodovine je zame predstavljal največji izziv učencem, nekje v 8. razredu, približno 14 let starih, in kjer je bila tematika pri predmetu zgodovina Druga svetovna vojna, njim predstaviti in podati ta način, kako je sploh prišlo do vojne, ker je to pričelo sesati tako kot nek sesalec, nastalo neko gibanje, ki se lahko danes samo vprašamo, kako je lahko prišlo do takih stvari, do takega učinka sesalca, da je vse vleklo v eno smer, vojna, vojna, vojna in samo vojna. In to je bilo tako težko predati učencem, ker učenci so potem rekli, ja pa saj vojna je grozna, vse se uniči, ljudje umrejo, drugi so napol mrtvi, to je grozno, to je najbolj grozno, kar je sploh mogoče, kako sploh lahko gremo v tako smer. In zdaj poskušaj to nekomu razložiti, nekomu, ki ni bil tam. Čez čas pa to zelo hitro postane preprosto za razložiti. Vse, kar je potrebno reči, je: poslušaj novice, poslušaj strokovnjake, politike, te evropske, od glavnih držav, Britanci, Nemci, Francozi. Kaj oni pravijo? Kaj pravijo njihovi politiki teh držav? Kako oni to obrazložijo, da gremo v smer vojne? Ponovno smo v taki fazi. To je tako kot pri klasični harmoniki, torej ta alpski inštrument, ki ga imamo, ko se raztegne in stisne, raztegne in stisne. In ko nekaj stisnemo, takrat vse zmečkamo in to je zgodba vojne. Grozno je. Ampak mi stojimo ponovno v tej zgodbi. Kot nekoč. Zdaj je že Druga svetovna vojna, 80 let nazaj, in menili bi morda, nikoli več ne bo vojne, ker to je bila najbolj pogosta izjava od leta 1945 in naprej. Samo, da nikoli ne bo več vojna, vse ostalo je boljše, samo ne vojna. In sedaj? Vojna je boljša od vsega ostalega. Pripraviti se moramo na vojno. Sedaj je pa vprašanje, kakšen vzrok je temu? Ker temu ni tako, da ne vemo, kako je bilo v Drugi svetovni vojni. Mi vemo, kako je bilo v svetovni vojni. Imamo filme, imamo slike, tako jasno, kot je bilo to predstavljeno in dokumentirano v zgodovini, redko kdaj kaj tako detaljno. Tega se ne da zdiskutirati stran, ko pade granata in telo razcefra na koščke. Te stvari so vidne. Kako je potem temu tako lahko tako? Da spet gremo v to smer. Da se oborožujemo. In potem še ta kombinacija. Za mir. Oboroževanje za mir. A to sploh obstaja? Besede obstajajo. Resnica pa to seveda pomeni oboroževanje za vojno. Tisto drugo se samo lažno predstavlja v ospredje. Ker pravijo, da se moramo oboroževati zato, da bi ohranili mir. Ampak, a je temu tako? Kakšen je torej vzrok, da se tako obnašajo? Takrat je bilo temu tako, da so bili gospodarski problemi. Je lahko tudi danes tako? Morda. Torej, da so prišli v finančne turbulence z gospodarstvom. Takrat med obema vojnama. In to je bila kriza v celem svetu. In kako priti ven iz take krize? Ja, če spremenimo gospodarstvo na vojno gospodarstvo, potem lahko reguliramo strani države. Potem privatni konzument ne dobi več toliko, kolikor prej. Od tega predmeta, od onega predmeta in tako naprej. Vse se potem regulira. Torej imamo taka
področja, kjer se v bistvu moramo vprašati, kako je to sploh mogoče. Ali je mogoče, da obstaja neka druga agenda za tem, kot to, ki nam jo takole prodajajo nam ljudstvu, poskušajo razložiti? Ali je mogoče, da so čisto na koncu gospodarsko, s temi denarnimi sistemi, in da je tukaj neka velika kriza, ki pa jo lahko preprosto zakrijejo, zamaskirajo s tem, da nastane vojna, kaos. Ker potem vedno lahko rečeš, to je zaradi vojne. Tako kot recimo, če bi rekli, inflacija, to je zaradi vojne v Ukrajini. Ne, zaradi tega ni, ampak zaradi tega, ker so silo uničili severni tok plina, ker so prekinili pot ruske energije. To so pravi vzroki. In ne vojna. Ampak to je treba prodati ljudstvu, tako da so drugi hudobni, ne ti, ki so to povzročili. V teh primerih je vedno dobro, če najdeš drugega krivca, ker si sam kriv. Ker potem lahko preusmeriš pozornost od lastnih napak, od lastnih problemov in rečeš, nažalost, zaradi tega je to tako. Nič ne moramo. S tem, da so to sami usmerili v to smer, to ladjo. In potem se je zaletelo v ledeno goro. Torej, ponovno si bomo pogledali zgodovino. Prvo si bomo pogledali tole karto. Tukaj piše Evropa v prvi polovici 18. stoletja. Torej, od 1700 do 1750. leta. 100 let pred to karto so nekako doživeli, da so Turki, torej tale olivno-zelena barva, se razširili do Dunaja, obkrožili Dunaj in Dunaj je po nekaj tednih obleganja bil tik pred tem, da bi ga zavzeli. Ampak tukaj iz Poljske prišla razbremenitev. Težko je namreč, če oblegaš mesto in potem še nekdo pride zraven za teboj. Spredaj imaš mesto, ki jo napadaš in kar naenkrat imaš na hrbtu še enega sovražnika. Ta napad poljskega kralja, to je leta 1683 pripeljalo do odločilne zmage. Naslednja reč, ki se je zgodila, je bila to, da se je javil iz Francije oficir na Dunaju, ker ga v Franciji niso želeli sprejeti v vojsko, zato ker je imel krivo hrbtenico. Ampak to se je izboljšalo z njegovo genialnostjo, s taktiko. To je bil fantastičen vodja vojakov. Sam se ni rabil bojevati, ampak strategije, ki jih je imel. Princ Evgej iz Savoja, on je prišel iz tega področja Francije, tukaj ga niso rabili zaradi njegovih problemov s telesom. Avstrijski cesar pa je rabil vsakogar proti Turkom. Ni važno, kako izgleda, samo če je pripravljen se bojevati. In tako je prišel ta plemič na vodilne položaje in odkrili so hitro, kam ga bodo postavili, in tam je zmagoval. Tako je njemu uspelo to področje Madžarske ponovno prevzeti od Turkov, ker prej je bila meja tukaj. Tole temno rumena in potem svetlo rumena. Tukaj je bila meja. In to celotno področje je ta princ Evgen zavzel celo do tukajle. In pri priči, ko je umrl ta general, je to področje, tole za Donavo, ponovno šlo se in izgubilo. Uspelo mu je celo zavzeti Beograd z vojsko, s katero je upravljal. Res je šlo za veliko širjenje, to celotno področje, tole veliko vojvodstvo 7 Burgenlandov, tu vidimo pa Karpatski log. Tu gre za gozdove, gore, to je bila neka naravna meja.
In tako se je tukaj Avstrija in Madžarska razvila v veliko pokrajino zaradi teh zmag proti Turkom. V teh časih, v prvem delu tega stoletja, torej 1700 do 1750, in ravno prej smo slišali, da so bili Poljaki tisti, ki so rešili Dunaj. In kako so se zahvalili Poljski? Zelo negativno. Zelo negativno. Ker veliki igralci, tukaj kot recimo Preußen, Rusi in tukaj Avstro-Ogrska, so se domislili ene ideje, da bi lahko tole Poljsko, to je tole rumeno področje, razporedili na 3 kose. Brojsli tale del, Avstro-Ogri te in Rusi tole, največji del. In tako je Poljska bila izbrisana iz zemljevida. In pazite, če Poljaki takrat ne bi prišli do Dunaja proti Turkom, vprašanje, kako bi vse to izgledalo. Če bi Dunaj padel potem, bi Turki lahko prišli v središče Evrope. In če bi Evropa takrat lahko to zdržala, vprašanje. Poljaki pa so tukaj prinesli zmago proti Turkom, odločilno. In sedaj je nehvaležnost je plačilo sveta. In zato so Poljsko razdelili na 3. To so dobili veljaki. Ni čudno, da Poljaki tako močno držijo katolicizem, ker Preußen je bil protestantski. Rusija pravoslavna, Madžarska je tudi bila protestantska. In tako si je Poljska tukaj na zastavo privezala katolicizem, da bi vsaj iz verskega smisla bila neka protivtež proti protestantskem Preußu, ortodoksnim Rusom in protestantski Madžarski. To vse je bilo tukaj povezano, da bi se tukaj ustvarila neka protivtež. Tale rdeča meja predstavlja to, kar imenujemo Sveto rimsko-nemško cesarstvo. In največji področji tu notri bili Avstrijsko in Preußsko kraljestvo. V obeh primerih so to bili plemiči in v Avstriji so to bili Habsburžani. In to skoraj 600 let so ohranili tako področje. To ni ravno od muh. Uspelo jim je tudi, ko je moška linija izumrla, da so kljub temu to vodili naprej. In kar naenkrat je ženska bila sposobna naprej peljati plemsko stran. Kar zanimivo. Ta karta nam torej kaže, kako je takrat Evropa bila razdeljena. V Italiji spet vidimo ta lila cerkveno državo v sredini in to je ostalo do 1860. leta. Tukaj vidite Beneško republiko. Ta je postala tako velika in bogata v času križarskih vojn. Tukaj imajo še nekaj otokov, ki so jim bili na voljo. Francija pa je bila približno enako velika, Švica je že postala samostojna, Italija pa se je razdrobila. Tukaj je kraljevina Savoyen, iz kjer je ta princ Eugen prišel, tudi kraljevina iz Toskane, kraljevina iz Neaplja, kar različne barve v Italiji. In na severu močno kraljestvo Švedske, kjer sta bila Švedska in Finska v osebni uniji, kjer sta imeli najbolj pomembna pristanišča in s tem kontrolirala severno in vzhodno morje, kot posledica 30-letne vojne. Tako je stanje izgledalo nekoč. In seveda so imeli vojne, zato da bi gospodarsko tudi bolj rasli, da bi zasedli druge države in tako dobili surovine. Tako kot tukaj, ko se 3 zberejo skupaj, 3 močni, potem Poljska ne obstaja več in se zradira iz karte. To karto sem izbral, tudi s temi mejami, ki jih zdaj tukaj gledamo, zato ker
je to malce kasneje ponovno postalo malce zanimivo in tako vidimo, da ni nič novega pod soncem. Zgodba se ponavlja. Tukaj vidimo to veliko nemško cesarstvo 1939 do 1945. 1938 so pridodali Avstrijo, marca. Ja, in leto kasneje je bilo že tukaj pripravljeno z bohemskim in moravskim protektoratom. Tudi Sudetska dežela je bila nemško govoreča. Tole so že prej pozavgali. Tako da so potem samo še dodali tole češko, bomsko in mersko pokrajino. To so takrat odrezali od Slovaške in sedaj so imeli tako prijetno mejo. Tako ravna meja, lepo tukaj gor. In potem je prišla vojna proti Poljski. 1. september 1939, po 3 tednih je bilo vojne konec. In sedaj so si tole razdelili. Tole je prišlo direktno k njim, k Nemcem. Tole, kar je rahlo roza, rumeno, to je neka stranska država tukaj, kar so imenovali general Govormov. Torej, Varšava. Je takrat še vladala, ampak tole spremembo Poljske in kot tretjo tukaj spet je bila zraven, so bili Rusi zraven in Avstrijci, ker so bili povezani z Nemci, so tudi grickali tukaj zraven, zdaj, ker so povezani z Nemci. Tako so Nemci tole prevzeli, ostalo tole pa Rusi. Torej, Poljska je doživela travmo v tej zgodbi. Prej je bila velika in potem je popolnoma izginila iz kart, razdeljena na sosede. Potem pa je spet zrasla in ponovno izginila. Potem so jo malce zamaknili v drugo smer. In kar je zdaj na tej nemškem cesarstvu, kraljestvu zanimivo na tej karti, so recimo tele zelene pikice. Tukaj vidite različna mesta, ki imajo take zelene pikice. In če si pogledamo v legendi, kaj te pikice pomenijo, potem tukaj piše nacionalno-politična vzgojna inštitucija. Nacionalno-politična vzgojna inštitucija. Pomemben izraz. In kdorkoli je v teh inštitucijah bil, to se je opazilo, ker Avstrija je majhna v primerjavi z Nemčijo, ampak teh zelenih pikic je v Avstriji veliko takih inštitucij. Zato malo Avstrijo je tole kar nagosto. In tukaj se je tudi nabiralo. Potem so druga področja, kjer takih pik sploh ni. Recimo Bayer, nič. Thüringen, Hessen, Hannover. Skoraj nič ne najdemo tam gor. In v drugih področjih pa je spet malo bolj gosto. Tukaj pa je koncentrirano, avstrijsko. In takoj zraven so še take rumene pikice. In te so že bolj redke. Tukaj je ena, tukaj še ena in tukaj na jugu. Torej na vseh straneh neba so razdeljene in tukaj piše, rumena pikica pa pomeni redovniški grad. To je pa je izraz. Malce spominja na srednji vek. Redovniški grad. V teh nacionalno-političnih vzgojnih inštitucijah so se izobraževali mladi. So bili spodbujeni za vodilne pozicije. Te mladi naj bi v nacionalno-socialistični partiji v prihodnosti bili vodilna elita. Zato so jih vzgajali. Potem so pogledali, kdo je posebno talentiran, kdo štrliven. Potem so take šli še naprej na redovniški grad. To so bili tisti krem de la krem. In tam so dobili zadnjo brušenje za top pozicije, najboljše pozicije. In v teh inštitucijah, teh nacionalno-socialističnih vzgojnih inštitucijah, tukaj so si privzgojili prihodno vodilno delegacijo. Podobno kot to danes počne World Economic Forum.
In če se to danes tako pogledamo, ker je to seveda internacionalno, in tam prihajajo, in če nekdo pride naprej, je verjetnost zelo velika, da nekaj časa kasneje ta oseba, ki je nekoč šla čez te posebne vzgojne ustanove, World Economic Foruma, da potem dobijo najvišje pozicije, pa ne bo to Kanada, Francija, Britanija, Nemčija, kjerkoli, Italija. Te ljudje potem priplavajo najvišje. To pač tako je. In seveda se vsi poznajo med seboj iz svojega časa, ko so bili tam na šolah. Saj je internacionalno. Francozi poznajo Britance, Nemce in podobno. Vsi so tam skupaj in potem nekaj časa kasneje so pa vodje v svojih državah. Ja, kakšni slučaji? Kakorkoli že. Če si tole karto pogledamo, Evropa po drugi svetovni vojni. Torej, ali se je vse to splačalo? Tukaj imamo otok Uden in tukaj je otok Uzedon. To je tak zelo podolgovat otok. Če si tole ogledamo, tole gre skoraj ravno kot puščica in to je bila prednost, da so tukaj lahko razvili nemške rakete, ker so potrebovali nek prostor, kjer skoraj ni ljudi, tu je samo nekaj zaspanih ribiških vasi, to je vse, torej revščina na tem otoku in to so izbrali zato, da so tukaj razvijali rakete. Testirali so jih, ker so jih tu na vzdolž obale lahko opazovali. Zato, ker je tukaj več ali manj ravno. In tukaj na otoku Uzedon so postavili center za razvoj takih raket, za V1 in V2 rakete. Tu so jih testirali. In da so seveda imeli tukaj dovoljno količino elektrike, so zgradili ogromno elektrarno na oglje. In ta elektrarna je seveda bila potrebna za vso to elektriko. Da so lahko vse te programe, ki so bili potrebni, da so lahko testirali. Se pravi, prvo so si postavili to elektrarno in ta še vedno tam stoji. Tam je sedaj muzej, lahko si to ogledate. In seveda so ta nacionalno-socialistični čas na veliko načinov pripodobili. Tako vidite izstrelno rampo za V1 in V2 rakete in podobne reči. In zmagovalne sile države so seveda od tega razvoja seveda nekaj dobile. Ko so prišli Rusi, Američani, Britanci, Francozi in so našli 400 inženirjev, najboljše inženirje, ki so sodelovali pri tem razvoju teh raket, potem se je vsaka država izmed teh 4, vsak jih vzel 100, si jih razdelili, Rusi 100, Britanci, Francozi, vsak po 100, da bi te inženirje pripeljali v svojo državo. Jih seveda tudi plačali, da bi tako naprej raziskovali to tehnologijo raket. Prepoznali so, da je v temu prihodnost. To vidimo tudi danes v tej vojni v Ukrajini. Rakete, nekaj najhujšega, kar sploh obstaja. Ti inženirji so to tehnologijo raket seveda naprej razvili v teh zmagovalnih državah in rakete so danes to, kar je najboljše, kar lahko leti okoli. Zraven seveda spadajo tudi droni, predvsem te samomorilski kamikazi droni, ker danes leti samo še tehnika, brez pilota. In to je bila tudi ideja za raketami, brez pilota. Ni bil več potreben pilot. To je preprosto nadziraš iz nekje drugje. In ta tehnologija danes je že taka, da lahko res daleč stran to kontroliraš. Ne samo, da rakete letijo daleč stran, ampak tudi bolj natančne so.
na točko natančna. In bolj kratke, kot so razdalje, te rakete letijo piko natančno v stavbo. In jo lahko razstreli že skoraj lahko rečemo na prafaktorje, na atome. In če si sedaj vse te akcije na Busetom pogledamo, torej, to je bilo res genialno, kar so nemški inženirji tukaj razvili. Drugi tega niso imeli. In Nemci so s tem bili daleč v napredku. To se je potem tudi videlo z prvim turbinskim turboletalom, Messerschmitt 262. To bojno letalo je bilo za zaveznike tako nadvladajoče, ker je imel take hitrosti, da niti glave niso mogli obrniti in gledati, kam je šel. Ampak, ko mu je pa zmanjkalo goriva, potem pa ni pomagala hitrost. Ta nemška tehnologija na Usetomu, ki si jo lahko danes tudi ogledamo, je še enkrat zanimivo, če si pogledamo različne dokumente iz različnih obdobij. In jaz sem tam nekoč pogledal na eno reklamo Nacionalno-socialistične partije. Na veliko je pisalo, volitveni plakat, da bi Hitlerja izvolili. Potem bo šlo navzgor. In kaj je pisalo na plakatu? Oborožitev za mir. Oborožitev za mir. 1936. Izberite Hitlerja. Oborožitev za mir. 3 leta kasneje, kaj je bilo? Potem stojiš kot vojak na fronti. In imaš, da stojiš, salutiraš. In držiš puško. 3 leta kasneje se je začelo. 2. svetovna vojna. Oborožitev za mir. Zato je današnja tema tudi napisana z vprašanjem. Oborožitev za mir? Ali lahko oborožitev služi miru? Kaj je prišlo iz te oborožitve? Ja, 2. svetovna vojna. In kako se je šlo? Tukaj vidimo modro, Nemčija, na začetku 2. svetovne vojne. Torej 1. september 1939 je Nemčija bila tako velika. Na vse pretege so želeli tale rumeni koridor, ker so ga Poljaki si ga izprosili, da bi imeli dostop do morja in da so Nemci to lahko zaprli, da ni Ost in West Preußen ni bil več ločen, so potem tudi uspeli. To vidimo na tej karti. To so zavzeli. Zavzeli so tudi Varteland in južno-zahodni Preußen, ponovno vse zavzeli in sedaj je meja takale. Tu so se tudi malo razširili. Zanimivo področje z veliko oglja in železo. Se pravi, še to je bilo pridodano. In ta reč, kjer so se sedaj tukaj razširili, do približno takole, in to so seveda tudi zavzeli, tole kot stransko državo. Kako je pa to izgledalo 6 let kasneje? Nemčija je izgubila vzhodni Preußen, južni del se pride k Poljakom, severni del Rusom in ta zdaj tam stoji kot nekakšen otok, ker danes so Estonija, Litva, Latva že samostojne. Danes ni več kopenske povezave do Rusije. To zdaj manjka. Zdaj je to kaj čudna politična situacija. Tole področje tukaj, ki izgleda kot nekakšen zob do reke Vode in ta linija je šla zdaj stran. To je šlo na Poljakom in to. In to, kar je tukaj zeleno, svetlo-zelene barve, kar je prej spadalo proti Poljsko, to dobijo Rusi in Poljska je do te meje skrajšana, do bele linije. Ne samo to, Rusi zasedajo tudi vzhodni del Nemčije, do tukajle. In iz te sovjetske zone nastane kasneje DDR. In na drugi strani Republika Nemčija.
ki jo zasedajo Nemci, Britanci in Francozi. In če si sedaj to pogledamo, tole Nemčijo, tole veliko državo, potem nastopi vojna in zatem, 6 let kasneje, vidimo na zahodu samo še tale košček Nemčije. Ali se vojna splača? Se to splača? In pod kakšnimi žrtvami je potem leta 1990 DDR tako rekoč bila nazaj kupljena? Ker je to seveda nekaj koštalo. Ampak vsaj je šlo brez prelivanja krvi. Denar je ena stvar. Tukaj se saj niso več bojevali, ampak so to vse samo nazaj priključili preko kapitalskih injekcij v smeri Moskve. Vojna, če si to tako pogledamo, kaj je prinesla vojna? Grozo. Toliko milijonov mrtvih na vseh straneh, še posebej na sovjetski strani. Tam je bilo največ krvi prelite v drugi svetovni vojni, od vseh ljudstev. Daleč največ. In to pri Rusih še danes globoka ta rana. Nemci zato za njih niso kar nekdo. Nemci so stali 9 km pred Moskvo in direktno pred Leningradom, današnjim Sankt Petersburgom. In tako je ta teden Švedski inštitut za raziskovanje za mir z imenom SIPRI nekaj objavil. In to je šlo preko vseh medijev. Kar lepo se je to razširilo vse okrog, kar me čudi, ali pa tudi ne. Saj imajo načrt s tem. In ta inštitut iz Stockholma so odkrili in analizirali 100 največjih podjetij, ki producirajo orožja na svetu. Torej, ki se ukvarjajo v tej branži. Producirajo različne orožja. Teh 100 podjetij so analizirali in pogledali, kako se ta razvijajo. In to se sedaj vidi, kako se razvijajo. Če pogledamo krivuljo, potem bi videli tam, da pride kar naenkrat gora. Zdaj to vse skupaj raste. Gigantični skok. Še nikoli v človeški zgodovini ni bilo toliko sredstev vloženih za oboroževanje kot sedaj, v letu 2024. To je nov rekord. 2025 bo verjetno še večji rekord. In kaj so sedaj odkrili? Torej, to so analizirali in odkrili, da velike količine denarja, pritok, tudi po celem svetu se to vidi, vse gre v to smer, navzgor. Vse vojaški izdatki skupaj, torej vsi izdatki oboroževanje, vojaške storitve, vse to je zrastlo za približno 6% na 680 milijard dolarjev. 680 milijard dolarjev. Ta številka še nikoli ni bila tako visoka. Pravijo, da ima to vzroke, to je vojna v Ukrajini in to in ono, v Gazi, v Izraelu. Ampak če povzamemo, te vojaški izdatki po celem svetu se večajo. Leta in leta so bili vojaški budžeji, izdatki, bili 1%, 2, 0,5%, sedaj 3, 4, 5 in to se kar naenkrat sedaj stopnjuje. Zato pa pravijo, da je večje povpraševanje z razlogom. Kaj je torej razlog? Zakaj kar naenkrat po celem svetu vedno več orožja proizvedenega? Pravijo, da je povečano povpraševanje z razlogom grožnje. Kdo pa nas ogroža? Zaradi ogrožanja. Zaradi Rusov. Zdaj se moramo oborožiti. Rusi nas ogrožajo. Podobno je bilo v Izraelu, kaj ne? Hamas nas ogroža in tako so 3 največje firme za oboroževanje, ki so del
teh 100 največjih na svetu, te firme so tudi dobile ogromen priliv sredstev. Vojne v Izraelu, v Libanonu, v Hezbolah in podobno. Če si sedaj to vse pogledamo po celem svetu, potem vidimo, da 40 od 100 proizvajalcev prihaja iz Združenih držav. Ta podjetja so imela prirast 3,8%. Torej v Združenih državah 3,8% prirasti, 334 milijard dolarjev prometa samo v ZDA. Torej skoraj 40% celotne tortice od teh 100. Torej povečanje izdatkov zaradi Rusov. Ampak zakaj so Rusi sedaj grožnja? No ja, tako nam je rečeno. Putin vedno govori, da bi rad mir, ne? On pravi, jaz nočem vojne. Ampak če ga želite, potem sem pripravljen, je rekel. To pomeni, da je pripravljen se soočati. Ampak jaz ga pa nočem. In to neprestano govori. Zahod pa pravi, da je on neprestano jih ogroža. On iz vzhoda pa pravi, da ni grožnja. Torej, kaj smo sedaj kle? Kaj naj bi imeli od tega? Kaj naj si mislimo o tem? Kaj pa, če bi se z njim spogajali mir? Ampak tega očitno nočejo. Zakaj pa nočejo miru z njim? In zakaj si želijo oboroževati za mir? Če pa je mir možen samo brez oboroževanja. Torej očitno je, da more priti do oboroževanja. Zgleda, da tukaj gre za nekaj, kar je gospodarsko, finančno, tehnično, neko napako, tako rekoč za največjo možno nesrečo. Ampak če bo vojna, ja potem lahko to z vojnim gospodarstvom zrihtam. In vedno lahko obtožim vojno za vzrok problema. Korona kriza je že stvari prikrila, ker so rekli, ja, mogoče se bo zdaj vse skupaj prekucnila, ampak zdaj spet nekaj potrebuje, nekaj še močnejšega, še večjo krizo. Torej, zakaj oboroževati za mir, če pa je mir možen samo brez oboroževanja, zakaj se ne pogovarjajo? To oboroževanje očitno nekaj doprinese. Denar. Prinese denar. Temu je tako. Predvsem denar za tiste, ki imajo delnice v teh koncernih, oboroževalnih firmah, ki imajo delnice. Če je tako veliko rasti, toliko dobička, potem bom tudi jaz tukaj dobil svoj konček torte. Tako kot nekoč Jakob Fuga pri prodajanju odpustkov v času reformacije, kjer je ta plemič pobral 55% od vseh prihodkov od odpustkov. In to je šlo v Augsburg, k Fugi. Sedaj pa si poglejmo. No, da si pogledamo, kako pa sedaj izgleda z nemškimi podjetji. Obstajajo torej 4 velike firme v Nemčiji, med temi 100, Rheinmetall, ta je na 20. mestu. To je že kar visoka pozicija med temi velikimi orožarskimi podjetji. Naslednja nemška podjetja so potem tam nekje v 60, po 60. mestu. ThyssenKrupp, Marine System, 61. Einsold 62 in Dell 67. mesto. Vsa ta 4 nemška podjetja imajo skupaj prirastek pri 36%. Sedaj pa malo premislimo, če bi sedaj dali svoj denar na banko, koliko bi dobili? Tukaj je prirastek 36%. Če bi bil tam delničar in bi te delnice morda celo pravočasno kupil, ko še niso bila tako drage vredne delnice, ker še ni prišlo do tako močnega oboroževanja. Nekateri so pa verjetno že vedeli, da kmalu bo prišlo do ponovnega oboroževanja. In takrat bodo moje delnice in vrednost teh eksplodirale. In kako zgleda z Rheinmetallom? Če si sedaj samo to firmo pogledamo. Prirastek v letu 24 47%. To je ogromen donos. Predstavljajte si, da ste politik in da ste nekako zavohali, da bi lahko prišlo do tega, še posebej, če se vi potem tako odločite,
da se bomo začeli oboroževati. Torej kupiš, ko je še mirno, po nizki ceni. In potem, v roku enega leta, vrednost delnice eksplodira. 47%. Temu se reče donos. In več kot si kupil, super, več boš sedaj šauflal z lopato. Seveda potrebuješ vojno. Seveda za tvoj donos. Miru ne rabimo. Zakaj bi se potem oboroževali, če imamo mir? Mir ni donosen. Zato je tudi ta stavek. Izjemna laž. In to laž je že Hitler izjavil 1936. leta. In sedaj je to že 100 let nazaj. Oboroževanje za mir. To je hotel Hitler. Tako so takrat nekoč to argumentirali. In kaj so Nemci v drugi svetovni vojni sploh proizvajali? Če si pogledamo te številke, potem te to kar sezuje. Obstajajo statistike, seveda ocene, zdaj, ker ni bilo vse preprosto vidno. Če pa pogledamo nemški trg, sploh ko so zavezniki to vse zavzeli, so podatki bili jasno zapisani. Nemška natančnost, kjer je vsak šravf v tanku bil zabeležen. Samo nemški tanki v drugi svetovni vojni je bilo proizvedenih, sicer je bilo več različnih klas, do Tigra, 26,000 tankov. To številko si morate predstavljati, koliko to stane. 26,000 krat en tank. Potem razni topovi, artilerija, te majhne stvari. To, kar je v bistvu predhodnik raketa, 30,000 topov. Nekaj takega je upravljal tudi moj oče. Te havbice so vlekli takrat še s konji, ker si s konji lahko prišel tudi v slabšem terenu. Letala. In potem si bo kdo morda mislil, koliko letal? Nemška vojska je od leta 1939 do 1945, tukaj je številka, ki te nabetonira na stol. 119,000 kosov letal. In če pomislite, koliko stane eno letalo? 119,000 letal. Bojna letala, bombarje, izvidniška letala in podobno. Že samo bojnih letal 55,000. Že samo letalo Messerschmitt 109, teh so izdelali 34,000. Letalo Focke-Wulf 190, 20,000 kosov. Nepredstavljivo. Koliko denarja je šlo tukaj v luft. Municija za artilerijo, tudi zanimivo. Torej, izstrelki, municija. Torej, municija za top, ker top sam ti nič ne pomaga, rabiš municijo. 650 milijonov izstrelkov. Potem se čudimo, če samo, tako rekoč, 50 milijonov jih umrlo. Pri 650 milijonih izstrelkov. To artilerija je to streljala. To so te veliki kalibri. In kako je izgledalo pri pehoti? Njihovo municijo, torej izstrelki za ročne puške, približno 10 milijard izstrelkov. To je vojna. In tako so vse to streljali. Ne pozabimo, tukaj je to samo Nemčija. Tu so še Rusi, tu so še Američani, Britanci, Francozi. Združene države, smo si pogledali številke približno isto kot Nemci. Poglejmo si še naprej pri Nemcih. Koliko protiletalske municije so izgradili? Flak. 55,000 topov proti avionom. Vse skupaj se nekako ocenjuje izdatke za vojno 1700 milijard Reichsmark. In če bi to preračunali v evro, je to mnogo bilijonov evrov. Nepredstavljivo. Od kje je prišel ves ta denar? Kdo je Hitlerja financiral? To je zgodba zase. Iz vseh koncev je dobil denar.
Tega si ne moreš kar zgraditi iz nič, toliko letal. To košta, toliko materijala, ki ga toliko dobiti. In ljudje, ki morajo to zgraditi, zanimivo pa je, če si pogledamo izdatke za oboroževanje v procentih bruto družbenega proizvoda, dolgo časa so bili izdatki za vojsko tam nekje 1% v povprečju, torej bruto družbenega proizvoda, ne? Nemčija 1939 je imela že 23% od BDP-ja, samo za vojsko. 1940 je bilo 38%, 41%, ko so šli proti Rusom, 52%, 1942, 64%. Več kot polovica od vsega, kar se proizvede v Nemčiji, je bila samo za vojsko. Leta 1943 70% in leta 1944 vrhunc z 75%, 3/4 vse proizvodne v oboroževanje. To je vojna. Da bi uničevali. V Združenih državah pa tudi oni so imeli 42% izdatke leta 1943 od vsega BDP-ja. Sicer je ameriški BDP bil večji od nemškega. Kako je bilo to porazporejeno v Nemčiji? Na pehoto, letalsko in morsko. Pehota je dobila 60%, Luftwaffe 30% in morska 10%. Nekaj na grobo, da si lažje predstavljamo. To je bilo od vseh teh izdatkov za vojsko. In sedaj tukaj govorijo zelo zagreto, zavzeto, diplomatično, kako bodo končali ukrajinsko vojno in prepoznavamo tudi, da Anglija, Francija, Nemčija, te glavne glave, te niso sploh amused, niso srečni glede tega, da bi šlo tukaj k koncu to. Za njih bi bilo boljše, da teče kri naprej. Zakaj? Ja, zaradi te oborožarske industrije, ker to vleče navzgor. Ker če si tukaj kot politik kupil delnice v teh podjetjih, potem to nekaj prinese, kaj ne? Koliko procentov smo rekli? 47% povečanja od prejšnjega leta. 47% rast. Samo Rheinmetall. 8,2 milijardi evrov. In sedaj se pogovarjajo v Moskvi, kjer je ameriški posebni odposlanec Witkoff prišel k Putinu z zetom od Trumpa, Jared Kushner. Ona dva se tukaj pogajata, imeli so 5-urni pogovor z rusko delegacijo, kjer je Putin, Jerušekov in Kiril Dimitrijev bil tudi zraven. In v teh 5 urah so si seveda izmenjali misli. In kaj je prišlo ven? Takole se lahko pod nosom obrišemo. Kaj so prišlo iz tega? Kot že poslovneža Trumpa poznamo, se trudijo na vse pretege. Vidimo, da se mu gre za poslovne dogovore, za podjetja. In enotni so bili, da gre za mir v Ukrajini. Ja, ampak kaj potem? Tudi potem bo nekaj, ne? In veliko je uničenega v Ukrajini. Fantastično, torej lahko spet zgradimo. Ja, veliko dela. Tukaj lahko firme spet delajo. Vso infrastrukturo, kar se tiče energije, to je vse uničeno. Zdaj rabimo nove elektrarne in podobno. In tako bodo v prihodnosti tukaj sedaj tesno sodelovali. Združene države, Rusija se pogovarjajo, kdo bo kaj tam popravljal. In spet gre za denar. Torej gre tukaj oboroževanje za mir ali za oboroževanje z denarjem. Kaj torej? Od česa nas želijo odvrniti? Kakšna katastrofa je tik pred nas, kar se tiče gospodarsko? Kaj se bo vse sesulo, da potrebujejo vojno,
da bi s tem lahko razložili to katastrofo, vse slabe odločitve, ki so jih prej storili. Ukrajina je seveda še vedno pomembna, saj se gre za njo. Imajo sedaj novega šefa podpogajalca, ker ta dosedanji, drugi po Zelenskem, je sedaj malce prišel v žaromete zaradi korupcije. In če je številka 2 v državi močno kriva, kako je potem z številko 1? Je tudi ta integriran v te posle? 3krat lahko ugibaš. Ampak te drugi niso tako kot številka 1. On živi od vsega. Putin je torej rekel, da je prepoznanje meje v Ukrajini pogoj. Evropejci pa želijo tukaj stopiti na bremzo, kar se tiče vzpostavljanja miru. Trump je rekel, da ne bo nič več plačal, nobenega orožja ne bo več delil, nič več. Evropejci pa lahko naprej kupujejo orožja in to šenkajo Ukrajini, če želijo. To lahko po dobri volji delajo, ne pa ZDA. Tam se gre samo še za gotovino. Ja, in nekaj je Zelenskega resnično zbudilo. Rusi svojega cilja niso dosegli, da bi zavzeli našo državo. Veste, kaj to pomeni? Približno petino države, 20%. Ja, to že. To lahko damo. Ampak njim pa uspelo, da bi našo celotno državo zavzeli. Samo 1/5. Tu bomo sedaj predali. Pač tako je. Zato je bila ta vojna. Če ne bi bili v vojni, ne bi nič dali Rusom, ker bi se takoj strinjali z mirom, marcem 23. Če ne bi Britanci in Francozi in Nemci, ampak predvsem Britanci rekli, bojujte se, mi smo 32 NATO držav, mi bomo premagali tukaj Ruse. Zdaj pa vidimo, kaj je iz tega prišlo. Tale regija Donbas tukaj, kjer je Putin zavzel, to je zdaleč najbolj bogat predel Ukrajine. Tam je vsa velika industrija, oglje in železo, ker to potrebujejo. Sedaj pa, če to vse skupaj povzamemo, kako so takrat argumentirali v času Hitlerja? Zakaj napadamo potem še Sovjetsko unijo, če pa smo že toliko pridobili? Zavzeli so namreč ta veliki del Poljske, ne? To ni nič, ne? To je veliko. To je velika površina. In hkrati so tudi še Čehe in Avstrijce in sedaj še to. Nemčija se je podvojila. Zakaj so pa sedaj napadali še Ruse? Rekli so, da potrebujejo življenjski prostor na vzhodu. Potrebujemo surovine iz vzhoda. Tako imamo problem v Nemčiji, ker si moramo surovine iz drugod uvažati. In zato se je treba bojevati z bolševizmom, saj je to napačna ideologija. Ni nacionalni socializem, čeprav sta si zelo podobni te smernici. In tako so argumentirali nekoč. Ko 3 stvari pridejo skupaj, denar, politika in nacionalna varnost. Ko se to skombinira, potem se začnejo oboroževati. Za mir. Zato, da delnice zrastejo teh podjetij, oboroževalnih podjetij, in da bi kaširali gospodarske turbulence. Prikrili. Prihajajo torej turbulentni časi, ki jih z vojsko industrijo nekako lahko obvladajo, kakor to upajo. In vse zgleda popolnoma drugače. Poglejte, kaj se je tukaj zgodilo z Nemčijo po 2. svetovni vojni. Prej je dobro zgledala. 1939, kaj ne? To je pa 1939, vidite? In tole je Nemška republika 1945. leta. To je razlika. Vojna.
božični čas, potem se spomnimo na zgodbo Betlehema. Pastirji na paši čuvajo svojo čredo in potem se kar nekaj razsvetli. Tako svetlo, da so skoraj oslepeli. In to po noči, ko so tvoje oči že navajene na temo. Prvi je bil en angel, kot efekt malo za privaditi oči, in potem so bili vsi angeli, ki so se veselili od veselja. In kaj jim bilo oznanjeno? Tamle, v vasi, v Betlehemu, se je danes rodil zveličar sveta. To noč. In otroka boste našli zavitega v pleničke, v stajci. Pastirji so šli na pot. In preden so šli tja, so se angeli veselili. In kaj so rekli ti angeli? Čisto preprosta in kratka formulacija. Kakšne vzklike so te pastirji slišali od angelov? Slava Bogu na višavah. In kaj zatem? In mir na zemlji. To je bil program za mir. Ne oboroževanje za mir. Slava naj bo Bogu na višavah. In potem bo na zemlji mir. Kako se pa Bogu da slavo, ki je tam na višavah? S tem, da njegove zapovedi, ki nam jih je dal, držimo. In ena izmed teh 10 zapovedi je: ne ubijaj. Kaj pa delajo duhovni voditelji? Na tej strani blagoslavljajo orožja in rakete, da bodo zadele, in na drugi strani drugi duhovni iz druge konfesije spet blagoslavljajo in molijo, da bi zadele orožje, da bi jih čim več umrlo. Ker Bog je rekel, da ne ubijaj. Zakaj potem prosimo Boga, da orožja ubijajo? A ni to noro? To je popolnoma noro. In to se potem še kaže v medijih, kako duhovni tukaj in tam blagoslavljajo orožje. Popolnoma nedoumljivo. To naj bi bili božji predstavniki na zemlji? Angeli so povedali, kako bi mogel program izgledati. Slava Bogu na višavah. To je program. In na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Kjer se Bogu daje slava, drži zapovedi. Tam pride mir, ker tam se ne pobija. Ampak dokler požrešnost po denarju in po moči vodi politike, potem se žrtvujejo cela ljudstva za to. Če ne bi poznali te zgodovine, če ne bi vedeli, kaj se je vse zgodilo, če bi samo tukaj ostali, potem bi rekli, ja pa saj se je splačala ta vojna proti Poljski, kaj ne? Sicer je umrlo 50,000 nemških vojakov in še veliko več na Poljski. In kaj potem? Ampak zato imamo sedaj to. Ja. 6 let kasneje pa kaj? Samo še tretjino Nemčije. Tretjino originalne Nemčije, brez tega, kar so že zavzeli. Kaj je sporočilo iz nebes? Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem. In tako, in samo tako bo na zemlji mir. In ne z oboroževanjem. Za mir. To je samo oboroževanje po denarju. Da bi ga imeli še več. Dajmo Bogu slavo. In za naš duševni mir, da bi ga dobili, za mir med ljudmi. To je prava pot. Hvala ti, naš Gospod in Rešitelj, da si prišel. Ti si rekel, svoj mir vam zapuščam. Ne tak mir, kot ga daje svet. Da se ne bi bali, ne bojte se. Moj mir vam dajem. Hvala ti, naš Gospod, da nam ti daješ duševni mir,
ko smo s teboj v sozvočju in tudi s svojim bližnjim, ker odpuščamo in na novo začnemo. Hvala ti za to, Gospod. Amen. Če vam je vsebina všeč, jo delite naprej.